Jaz, Kazimir, vas, moji prijatelji širom po svetu, blagoslavljam na vrhu Golice. 8000 ni, je pa 1832 metrov visoko tukaj, kot boste videli, in kot se bom sprehodil, takole po domače povedano, in se malo posnel. Rad bi vam povedal, da se nekaj časa nismo videli in je moje srce gorelo in sem vas ljubil tako, kot je prav, in da se naučimo, kako se ljubimo mi, srčni prijatelji. Preko srca, ne pa takole bomo rekli v slikicah ali v podobicah iz televizije. Tam imajo malo drugačno ljubezen. Jaz pa molim s srcem in vas takole, bom rekel po domače, razveseljujem s svojo podobo, osebo in bomo rekli ljubeznijo do Boga. Bog je prvi, vedno bil in vedno bo, in potem sem jaz kot človek takšen tukaj, ko je takole, bomo rekli, slovesno in tako blagoslovljeno in lepo na slovenski glasbeni gori. Golica, najbrž melodijo vsi poznate, se je nekako rodila v srcu Slovencev. Takole, je še nekaj snega, malo sem še poten, kajti takole, ko sem prišel, sem nekako takole kar vključil videoprojekcijo, da se vidi, kakšen sem jaz, ko sem originalen in takole domač, na domačih tleh, slovenskih. Takole, tukaj je bomo rekli takole tudi prostor za podpis in lastnoročni pečat. Zakaj? Ker nam nagajajo in nas motijo na naši življenjski poti, potem pa imamo probleme, da se nekateri izgubljamo takole po človeško in nas Bog potem naravna v pravo smer, da se vse lepo in z blagoslovom konča. Takole, te širne planote in čudoviti panoramski pogled, pa bomo rekli, naj ostane takole po domače povedano v prostoru za moj mobilnik, da se malo poigra, ko bo čas za to in ko bo, bomo rekli takole po domače povedano, tudi omogočeno, da se takole ekspresno pokaže vrh in višina in bomo rekli, razprostre tudi kakšno takšno, po domače povedano, nagradno igranje. To jaz vse v duhu doživljam, tudi širno bogatstvo denarja, a v praksi kot človek še vedno gledam na svoj bančni račun in vidim, da živim od socialne državne podpore in takole bomo rekli po domače životarem. A tukaj je srce, duh in duša, ki bomo rekli takole, je dar od Boga in se ljubimo takole in radujemo, kot nam je dano. Ne pozabite, ko se molil na Gomili za radostno leto 2019. Ali se sedaj po vsem tem času to prepozna na nas, ali smo še isti ali bolj dozoreli, ali ljubimo svoje najdražje, svoje prijatelje, sorodnike in sopotnike na življenjski poti, in ali prakticiramo molitev in držo za soočenje z živim, svetlobnim in govorečim Bogom. Zakaj še ga ni?
in nam nekako takole kažejo, da pač tam je in da včasih takole malo duhovno ga tudi vidimo, ker smo mi, vidite, tu na tem ljubem svetu, ki se imenuje Zemlja, in uporabljamo te pripomočke, da se pravzaprav prepoznamo po širnem svetu in je Google ali YouTube tisti, ki nas danes povezuje. Ne pozabimo, da je danes maj, nekako najlepši mesec v Sloveniji, ko se veliko moli, predvsem za ljubezen do žene po slovenskih cerkvah in tako dalje. In še nekaj je zanimivo, da me boste sigurno vprašali potem, kako je z mojo novinarsko konferenco, ki sem jo obljubljal, in televizijsko ekipo in vse to Bog igra. In takole bom rekel, se nekateri žal ne bodo mogli več udeležiti na moje ekspediciji, ki jo želi Bog takšen in tam takšno. Jaz sem samo tisti, ki ubogam to najtežjo nalogo, dragi prijatelji, živeti na socialni pomoči, 390 evrov in nekaj na mesec, potem pa iti z vlakom po Sloveniji, plačevati položnice in takole bomo rekli, bi radi, da bi šel tja k sosedom na Großglockner, pa še na Mont Blanc. Dragi moji, pa sem vam svoje stiske že pokazal tudi na video projekciji, ko je posebej položnica tam, in kmalu bom objavil, da zbiram prispevke in evre za ekspedicijo 2023. Naj mine ta mesec, ki je nekako še, bomo rekli, pri Bogu je vse mogoče. Amen. Takole, sem se nagovoril, vi ste se me nagledali, da bo nekaj časa mir in veselje v vaših srcih. Takole se sukam tu na Golici, da te prakse nekako takole nisem vajen. In bom rekel še zadnje, hvala mojemu mobilniku, da si bo izbral eno meni najdražjo sliko, ki bo za vse Božje ljudstvo, ki me gleda na kanalu YouTube. Rad bi se zahvalil Telekom Slovenija, si redno dopisujemo in je zaživel informacijski center telekomunikacije v Sloveniji. Preproste, domače in vsakdanje stvari mi odgovarjate to, kar zahtevam, in tudi raport bo sedaj naslovljen na njih, kajti sedaj, bomo rekli, v na tretjem vrhu je popoln signal, le nekaj še je. Da bi bil v živo takole z vami, da bi občutili mojo radost srca, sedaj bo to zamik in tukaj moram nasloviti še prošnjo na Huawei, da želim takole moliti direktno na televizije. In še nekaj, samo 10 vas je naročeno moj YouTube kanal, vas bogato nagradim. Zakaj se podcenjuje ta brezplačna, bomo rekli, prostovoljna udeležba, da malo samo pritisneš na tipko, naroči se in potem spremljaš novice. Kaj pomagajo vse solze, ki bodo, in veselje in radost širom po svetu, ko bodo tam gledali in se čudili in se spraševali, katera je pa tista pesem, ki jo prepevamo Slovenci širom po svetu, in
Slovenci postajamo zmagoviti. A žal je Bog tisti, ki gospodari in jih ne bo. Drugo vprašanje, ki se pojavi, druga žena, ki jo Bog želi, je pa tuja, prav tako olimpijska prvakinja v umetnostnem drsanju, Alina ji ime, in je obveščena in ima rok do 30.4.2020 24:00, da potrdi svojo udeležbo in bomo rekli, se za njo potem sprostijo tisti še ostali. Če ona reče ne, se prečrta takšna ekspedicija in se kaj, dragi moji, drugače izpelje projekt Everest 2023. Bog bo že povedal pravi čas. A verite, kaj to pomeni? In kakšne blagoslove zavračate. Toliko za enkrat tukaj. Daj še pa, kot ponavadi, en poklek in bom rekel, sledi amen. Takole, Bog, ki te ljubim, ki si mi vse, hvala ti, da sem tukaj. Amen. Sedaj je tudi Bog seznanjen z mojimi prošnjami in potrebami. Ali se tako biblijsko moli? Se. Zdaj pride kmalu blagoslov. Naloge. In je molitev končana. Tako je to, dragi moji, ko se ljubi Bog popolno dovršeno in celostno. Jaz kot človek sem pač takšen, moj duh je dovršen in duša sijoča, zmagovita in popolna. Bom končal, dragi moji, in še enkrat ljubim vas in veselimo se življenja in se blagoslavljamo z blagoslovom ljubezni, lepih besed in slikic. Amen. Jaz, Kazimir, sem opravil raport in hkrati tudi novinarsko konferenco tukaj, danes in amen.